Zvezda salona je definitivno Ducati Superleggera. To je prvi motor na svetu, serijski motor s karbonskim okvirjem. Ima 215 konjev, težek je pa 156 kg in je poln presežkov. Tako strupenega motorja, tako športnega motorja iz serijske proizvodnje še ni bilo. BMW je naredil nekaj zelo podobnega, tudi oni so prvič posegli po karbonskem okvirju in to kaže na nek trend, kako se usmerja ta niša superšportnih motorjev v popoln prestiž, podobno kot imamo to pri športnih avtomobilih. To so dobesedno MotoGP dirkalniki, s katerimi lahko gremo tudi na cesto. Na drugi strani pa imamo popolno nasprotje, kajti vedno večje je število motorjev z nižjo prostornino, se pravi 250-300 kubični motorji, so pravzaprav ena zanimiva tržna niša, sploh za velika evropska mesta. Enim takim lahkim, poceni motorjem, to so motocikli, ki stanejo tako od 4000 do 5000, mogoče maksimalno 6000 evrov, se lahko voziš celo leto, lahko greš po vsakodnevnih opravkih v službo, lahko se podpireš tudi na izlet. Torej, namesto majhnega avtomobila si po novem kupiš motor. V segmentu retro motociklov se je trend novih scramblerjev nekoliko umiril. Zanimivo je pa to, da so nekako našli svoje niše in ena od teh niš je tudi bolj terenu primeren motor. Ali pa po drugi strani motor, ki je Cafe Racer, ki je izgleda kot unikaten izdelek, kot bi prišel izpod roke enega mojstra, rokodelca. Zanimivo je pa to, da je recimo Yamaha pokazala koncept novega Tenereja z manjšim motorjem, izgleda pa kot dakarski dirkalnik. Motor je fascinanten, fantastičen in Yamaha recimo je šla tukaj spet korak naprej pred ostalimi in poiskala spet novo nišo. Strani proizvajalcev motociklov pa sem doživel tudi manjše razočaranje na področju elektrike oziroma električno gnanih motociklov in skuterjev. Tu neke revolucije ni. Izmed večjih proizvajalcev sta pravzaprav le BMW in Piaggio z novo električno Vespo edina, ki ponujata nek resen motocikl oziroma skuter na elektriko.